Si? Teja? Test, si ready? Test, dela. Štima, Dela. super. Čale Sale danes z mano, evo. Jo. Coolcast, Čale Sale. Coolcast s Klemnom Bučanom. Kako si no? V redu, zelo pestro, zelo delovno, ne moram ti opisati. Ja vem, ker sem se lovila, smo se zdaj kar dolgo, oba sva imela težave. Res je. Sama sabo v bistvu. Tako da nam je v bistvu obema pasal, da sva ene parkrat predstavila, ampak danes smo tukaj. Vrata so zamenjali v studiu. Ne, vrata še čakamo. V bistvu 3 vrat imamo in v tej stavbi v bistvu samo vhodna vrata še manjkajo, zato da lahko zaprem jaz svojo pisarno, postavim setup računalnikov pa vsega tega, ker bomo imeli ne samo glasbeno produkcijo, tudi video produkcijo, pa jaz se bom določenih stvari tudi mogoče malo na novo neki lotevu. Drugač pa ja, ful smo zdaj vložili in časa, truda, dela in tudi denarja v ta projekt, se pravi, selam se končno na svoje in bom imel končno po 14 letih karijere svoj lasten studio s svojim producentom Željkom Mladenovićem in smo ful veseli. No. Hudo, sem mislil, da to že imaš, ker pri tebi tako zgleda, pri tebi vse vedno štima. Ti si res profesionalc, ne? Vse vice, da so stvari na mestu pri tebi vedno, a kaj zaenkrat imate pa pol dan odprtih vrat, če ni vratno? Ja, naredili bomo eno otvoritev tako za, kako bi rekel, tesne sodelavce, vse prijatelje, znance, za tiste mogoče, ki bi radi pri nas začeli snemati, zaradi tega, ker namen studija je v bistvu, da se bodo zraven komadi delali tudi za druge izvajalce, da se bomo malo več povezali med sabo, pa dali bomo priliko veliko mladim. Tako da ja, ob tej priliki bomo tudi naredili mogoče in za novinarje in tako, da pač folk pride pogledati, da vidijo nekako našo, kako bi rekel, naše te cilje, vizijo in vse, kar pač imamo. Drugač pa ja, prostor je pa tako, tam nekaj 40 kvadratov, pa imamo eno sobo, kjer se glasba montera, velike ene take opreme, ki jo mogoče tudi v Sloveniji noben nima, razumi. Pol imamo eno tako malo manjšo snemalnico, kjer se snemajo vokali pa različni inštrumenti, pol je pa še zraven moja pisarna. No. Tako da to je pa vse skupaj nastalo v sodelovanju z občino Vrhnika in če njih ne bi bilo, pol tudi tega naš ne bi bilo. No. Tako da se moram tudi njim zahvaliti. Super, se pravi, ti si to na Vrhniki, ker sta recimo ne vem, na Koroškem je do Luka Basi, mislim, da ima pa Nastja, ima ta podobno stvar, ima ta studio, kjer se snema, kjer mladi lahko snemajo. Zdaj ne vem, Mareja sta tudi taka, da drugim ful pomagata, ne? Ja, mislim, meni se zdi to ful lepo, no, tako, če pogledam, celo življenje živim na Vrhniki, sem lokal patriot, lahko bi si studio tudi v Ljubljani odprl, ampak nekako smo tle skupaj z Vrhniko pršali, oni so podprli mojo idejo in mi je to ful všečno, da me tudi sama občina in moj kraj, da me podpira. Zraven bomo pa naredili tudi veliko za mlade. Tako, jaz sem zraven odprl še eno kulturno društvo, ki v bistvu pa skrbi za razvoj glasbe v naši okolici in nasploh v širši okolici. In to je tudi moj namen, da zraven tega bomo imeli ene delavnice v tej isti stavbi, v istem prostoru, kjer se bodo mladi lahko nekako naučili, kako narediti svojo pesem, kako napisati besedilo, kako ustvariti melodije, aranžmaje, kako delati v programih, na računalniku in da se nekako zaštarta ta njihova pot. Aha, ti si pol z Vrhnike, v bistvu rojen si na Vrhniki, tako, ja, lokal patriot. In kako si ti zaštartal to pot, takrat mlad Čale Sale na Vrhniki? Verjetno nisi bil mlad Čale Sale, verjetno si bil Saša, mlad fantak, kaj si delal? Fuzbal igral, basket? Basket sem igral, ja, pa hodil sem v glasbeno šolo, sem igral klavir oziroma znam še zdaj in po 6 letih, ko končal osnovno glasbeno šolo, sem zdaj, kaj bomo zdaj, ne? Sem bil star 13 let in nekako takrat me je začel privlačati hip-hop, prve slovenske rap komade, ki sem slišal, so mi bili všeč tudi te kletvice, pa mal ta uporniški stil, ne? Tam sem se najdel in sem po svoje nekako začel ustvarjati in prvi komad, ki sem ga v bistvu predstavil, je bil za namen domače naloge pri glasbi v osnovni šoli. Res? Ga znaš še vedno? Ne, nimam pojma. Vem, da je bilo neki, kao, da sem naslov je bil school show, kao šolski show, ampak v slovenščini je bil komad, sam naslov je bil tak. Spomnim se, da sem dobil 5, ko cel razred je plosku, pa imel sem enega frenda, njegova naloga je bila sam, da poskrbi za glasbeno podlago. Takrat itak ni bilo povoji interneta so še bili, jaz ne vem, kje je on to podlago dobil, doma smo neki posneli na en mikrofon, ki smo ga imeli in se spomnim, da je on dobil tudi zraven 5, a nič ni delo, razen to podlago je pač priskrbel. No. Tako da tudi to, v tistih cajtih se je ful štel, no, in je tako zanimivo. Pol pa sem se v bistvu spoznaval s tistimi takratnimi ustvarjalci na Vrhniki, ki so bili eni izmed prvih reperjev, starejšimi, ki sem vedel, da repajo in včasih je bilo tako, kot v filmu 8 Mile,
vzuni, folk se je zberal, točno si vedel, kje, poslušala se je taka pa taka glasba, med sabo so tudi malo repali, vsak je doma kaj izpisal, je predstavil, folk je to poslušal, freestyle je bilo veliko in tako sem tudi veliko še današnjih teh reperjev spoznal, ne. Po teh dogodkih in po dogodkih, po nekih nastopih je vsak po svoje pač malo pokazal, kaj zna. Tako da so me sprejeli v družbo, počasi so mi dali nasvete, malo sem to upošteval, spremljal sem veliko takrat tegale MTV-ja pa televizije, ne, pol pa, ko je prišel internet, moram reči, ko sem bil prvi, drugi letnik, mislim, ko je prišel internet, ko sem jaz dobil računalnik, da sem bil v stiku z internetom, mi je bilo ful lažje, no, ker sem tudi lahko pol na YouTubeu, pa lahko sem stvari izbrskal na internetu, da sem se pol malo sam učil. No. Začel si betlati, evo, tu so te ulične, ne? Kaj se tebe spomnim na začetku? Ja. Ti si zdaj tako, ljudje te poznamo, ko te vrtimo te na radiju prijazen, ni kletvic tukaj le pretep, s kletvicami si ga res vzameš lagano, veš, Ja, no, res je, res je. ampak jaz se spomnim tvojih začetkov, imeli smo tudi nekaj skupnih nastopov, takrat eno turnejo. Res je, začetki so bili čisto drugačni, turnejo kontra. smo imeli in takrat ti si bil kar, nisi bil za na radio, ne? Ti si bil Ja, tako, sam ja, piskal ja. bi, pi, Res je, res ne? je. Ja, mislim, moji začetki so bili taki, delal sem tako glasbo, kot sem jo takrat čutil, a ne, in ustvaril sem na ta način. To je odražal takratni moj live dogajanje okoli mene. Nasploh je vse to spontano pač šlo v tako eno smer. Ne. Začetki moram reči, da so bili težki, še posebej tako v Sloveniji, kako pač ne veš, kaj narediti, kako, posnameš nek komad. Jaz sem šele pri 18-19 dobil eno tako vezo za prvi profesionalni studio, v katerega sem šel, tam je snemal Željko Mladenović, ki je še danes moj friend, producent, po vseh teh 14 letih in on mi je takrat dal malo več na svetu, me usmeril pa vse, ampak polka si že imel izdelek, je bilo vprašanje, kaj zdaj, kam da zdaj to poštem, komu da dam, kako bom prišel sploh do odziva ljudi in imeli smo srečo, da je takrat YouTube se nekako pri nas po uspenju je ratu pač popularen in smo rekli, ok, dajmo pol komad na YouTube, dali smo ene slike, neki smo skupaj stisnili in je to šlo. Pol sem pa po SMS-ih se še spomnim pošiljal vsem, ki sem jih imel v imeniku, posnel sem prvi svoj komad, Rap je v modi je bil naslov, pejte prečekirati. Mislim, da je še danes na YouTubeu, tako da če koga zanima. Rap je v modi. Bom dal link spodaj tukaj, da folk pogleda. Rap je v modi. Lepo je videti, da si še vedno zvest svojemu prvemu producentu. Ja, Vidi se, da dobro dela s producenti, ker prvi tvoj producent je dobil Petko. Petko? V šoli. Ja, bravo, res je. Zvihtal si mu Petko. to je dobro. Drug tvoj producent je še vedno tvoj producent, se pravi, da dobro delate, da sta zadovoljna en z drugim. Ampak vseeno, pol je pa, tako kot si rekel, ne, rap je v modi, jaz sem tudi vedno bil rap, ampak vem pa, nekako reperi, nastopi gor dol, ampak tudi radio je pomemben, folk mora poslušati, da lahko ti od tega živiš. Definitivno, ja. Pa nekako treba narediti glasbo tudi radio prijazno. Radio prijazno in nasploh mislim, da širšemu občinstvu prijazno. Ne? In meni je tam nekje, ustvaril sem do leta 2014-2015 v nekem bolj hip-hop stilu, vmes sem tudi probaval različne stvari in eksperimentiral, malo sem se iskal različne duete, smo delali tudi nekaj sem delal v tujini pa vse. Ampak moram reči, da mene je zelo žalostil, ker rap nikoli v Sloveniji ni bil med najbolj popularnimi zvrstmi in ni bil žal pač komercialno nekako, ne bom rekel sprejet, ampak popularen. Ne? In to je bila velika ovira, dokler ni pač pri nas doživel razcvet internet, Spotify, Apple Music pa vse to, da dejansko ful ljudi je začel pač tudi poslušati samo od sebe, a ne slovensko glasbo na YouTubeu. Tako da pol sem imel kratek premor, leta 2015-2016 nisem neki ful ukvarjal sem se z drugimi stvarmi, s trgovino, športno prehrano, s fitnessom, osebnim trenerstvom, ker sem drugač tudi fitness inštruktor po poklicu, folk to ne ve. Tako da pol pa nekako spontano, ker sem malo dozorel, odrasel sem tudi začel malo bolj širokogledno, pač imel sem en tak pogled, eno vizijo, jaz pa moj bivši producent Damjan Jović so se nekako ujela, on je bil tudi v tujini, je bil malo razočaran nasploh pač tem, kako je pač pozicioniran slovenski hip-hop pri nas, a ne, in nasploh, da se slovenska glasba zelo malo pač pri nas posluša in to še danes je žal tako, no. In smo pol naredili pač, malo smo začeli eksperimentirati, našel sem se v temu reggaetonu, ki je zraven nekako podaljšek enega repa, ki je malo bolj ušesom prijazen, ritmi so bolj poskočni, komadi grejo tudi bolj v uho in je značilno za reggaeton, da ni sam repanje, ne zlaganje besed, ampak da so zraven tudi melodije in da v bistvu tudi moraš malo že znati zapeti, ne. Tako da
Na srečo sem imel ta talent, sem tudi veliko delal na tem in sem pa v bistvu nastal ta komad Lagano, ki je bil mega hit in od tam naprej nekako me je veliko ljudi spoznalo. In zanimivo je, da dosti ljudi, večina, ki me danes pozna, mogoče celo mislila, da je to moj prvi komad, leta 2017, jaz sem bil pa že nekih dobrih tam 8 let na sceni. Ja, recimo, otroci so te zelo sprejeli, ti si tudi v tem rangu, si potem od zvezkov, ti imaš svojo linijo, veš. Če bi recimo te starši ali pa te otroci prišli na tvoj koncert, tam nekje 20, verjetno bi rekel, ne smeš več poslušati Čaleta Saleta, ampak stvari se spreminjajo, ne, se verjetno pa tudi, se veš, otroci tudi spremenijo svet, ti si tudi zdaj fotor. Kaj se je spremenilo zdaj, koliko, eno leto skoraj, malo manj? Jaz pravim, spremeni se ti tako vse, ne. Jaz mislim, da je otrok ena najlepša stvar, ki se ti lahko zgodi nasploh v življenju, pa da je družina smisel življenja. In res je vse tako, kar sva pač pričakovala, v bistvu še lepš, no. Če bi vedela, da je tako, jaz sem rekel, če bi vedela, da je tako, bi že vsaj 3-4 leta prej jaz ustrajal, da greva v akcijo. Ampak ne, vse se zgodi z razlogom, lepo se vse poklopil, moram reči, da mali Aleks, zdaj ima 1 leto pa 2 meseca, zelo lepo napreduje, malo mu še manjka, da bo shodil, zanj je že sam naredil 20 korakov, pa pol sem jaz en tak obroč okoli njega z rokami naredil, da se ne bo polomil. Na vsake 3 sekunde, mislim, skozi moraš biti zraven, karkoli dela, tako da dela je veliko, moram pa reči, da moja zaročenka Ivon res opravlja super nalogo, jaz pomagam, kolikor lahko, moram reči, da evo zdaj zadnje cajte ni imel veliko doma, zaradi tega studija, pa te tranzicije, pa še nekih obveznosti, ki jih imam, ampak se pa probam posvečati in otroku in družini in nekako temu času doma čim več, ker nasploh res pač ful uživam v tej vlogi in je ful lepo gledati, ko svojega otroka kako lepo napreduje vsak dan. Ko vidiš otroka, vse mu je zanimiv, vse nekako raziskuje, kako doživlja svet in kako tudi tebe pač doživlja in je ful lepo biti pač v vlogi starša. No. Tako da vsem, ki še nimate otrok, priporočam. Priporočam, Čale priporočam, imejte otroke. Imejte otroke, tako, ki so se svoje enkrat to že govorili, itak na začetku so bolj mamice tiste, ki odnašajo, fotri smo tisti, ki mamicam pomagajo, pa sploh fantki, ki bo tam 3-4 leta, bo pati ta glava, ne. Moje njih zanjše, ker malo užaljena je bila, skaj tebe bolj objame ka mene, tebe je toliko časa, zdaj pa pati bolj hula, ne, sej boš tudi ti spet, ne. Veš, kako je obdobja, Zdaj vse pa nas je skozi. A ti greva se igrati, a ti greva na igrišče, a ti greva na pumpček, a ti greva to, ampak se z glavo zabije nekam, triše pa še vedno, mami, tako je. To bo vedno ostali isto, mami bo vedno. Zdaj, ko imaš otroka, si zdaj pol rekel, je bil to tudi razlog, da si se odločil za svoj studio, da imaš eno stvar mečkam bolj sigurno, da rečeš, to bo pa zdaj tak steady business, ker koncerti pridejo pa grejo, ne vemo. Res je, pa se moram reči, da jaz odkar je prišla korona, sem spremenil svoj način poslovanja, da nisem odvisen samo od glasbe pa nastopov, ker sem takrat videl, da leto pa pol ni bilo koncertov in za nas glasbenike tudi ni bilo prihodkov in enostavno sem takrat ful začel sodelovati s podjetji. Hvala Bogu sem lahko izkoristil ta svoj imidž, pa to popularnost, ki jo imam in na družbenih omrežjih in vse. Kakor vem, so mi rekli, da od vseh družbenih omrežij skupno, ki obstajajo v Sloveniji, imam jaz od glasbenikov največ sledilcev, ne vem, približno 300,000 ljudi, tako nekako. Tako da sem zelo vesel, da je to tako in da imam to pač priliko, sodelujem z enimi 4-5 brendi, s katerimi pač imamo res ful dober odnos, podpirajo tudi moje projekte in to v bistvu sproti, kad delam, tudi imajo take storitve pa izdelke, kjer jaz uporabljam in se lahko to tudi pač mirne duše podpišem. Kar se tiče pa tega zdaj te spremembe, sem pa zaradi tega se odločil, ker živimo na Vrhniki, tle imamo stanovanje, kjer smo pač zadovoljni, okolica mi je lepa, zraven imamo pač vse, tle je na Vrhniki res full narave, spet v tem kraju se jaz počutim kot doma, tle sem odrastel, vse imam na dosegu roke in v bistvu, ko je prišla ta priložnost za studio, lahko povem, da je, ne vem, mogoče 300-400 metrov oddaljen od mojega doma in ko sem na balkonu na terasi, ko pogledam, vidim direkt to stavbo. Ne vidim direkt v studio, ampak vse je tako na enem mestu, tudi tam malo bo hodil tle v vrtec, tudi moja Ivon bo zdaj zaposlena pri meni v podjetju, ker bo pomagala pri enih stvareh, ker ne morem vse sam, že tako imam in marketing ekipo in booking managerja za nastope in veliko ljudi, ki mi v tem procesu še pomaga, tako da jaz na koncu dneva se
bom probal usmeriti samo v glasbo in posvetiti čim več glasbi, ker je to pač najraj, kar delam. Poleg nastopov, ki me najbolj veselijo, me najbolj tudi veseli ustvarjanje, ne? Kreativa in tukaj zdaj vidim, da rabim še malo mogoče neke sveže energije, mladih pa različnih drugih ljudi, drugih okusov, mogoče tudi drugih zvrsti, da se malo povežemo in da nekako dvignemo to moje ustvarjanje, pa nasploh slovensko sceno, mislim slovensko glasbeno sceno, mogoče še na en višji nivo. No, moram reči, da si zelo pogumen. Ženo boš zaposlil v svojem podjetju, stari, to je pogumno. Stavke so zelo popularne, zdaj da ne bo po enem letu še stavkala. Višjo plačo hočem. Jaz sem rekel, a veš, pogumno je, ampak jaz sem rekel, da boš vedela, tukaj jaz sem pač zdaj tvoj šef. Bomo videli, kako bo. Doma si mogoče lahko ti šefica, ali pa je 50-50, zdaj pa, ko bom jaz nekaj rekel, lej, to mora biti danes narejen, ni tukaj pregovarjanja. Jaz ti izhodil biti nek šef, ne? Pa si rekaj, te bo zaposlil, da nisaj neki šef. Vsaj v službi, da sem šef, veš. Po moje bo, jaz sem šef. Sem rekel, v bistvu nisem vedel, da ste betlali včasih, zdaj mi pa malo strah, hotel sem te v bistvu izvati. Tako veš, kaj sta malim se včasih igrico igrava, zdaj že tako velik. Včasih imamo eno mesto, pa moraš pa na eno črko vedno povedati, ne vem, Budimpešta, Bratislava, Brusel, se igramo, ali včasih se grejo pa Rime, ne. To je malo krajša igrica, ki tam malo še nima toliko feelinga za Rime, ampak se grejo včasih Rime, dava eno besedo in pol rimava in komu zmanjka beseda, veš. Aha, okej, lahko, zdaj, ki si me ustrašil, da si ful v betlanju not, ampak daj grejo probat. Pa dobro, to je tudi trenutna inspiracija, veš, lahko da boš ti imel več inspiracije, kaj jaz nikoli ne veš. Ja, da ne boš rekel, nisem se nič pripravil, Teja, daj povej eno besedo. Pa ne neki... Čevapčiči. Ne, daj kaši Ta je ful čevapčiči, težka. pa to ne moče, daj nekaj normalnega čevapčiči. Čevapi, boljš kot krapi. Čevapi boljš kot krapi, Čevapi boljš kot krapi. Zataknal se mi je v sapi. V sapi, en moj friend me klical ime moj Gapi. A mora biti sam napi rima, lahko sam da zveni isto. Lahko zveni, se veš, da to je flow. Če imaš dober flow, vse rima. Fotar ti reče tati, ati ali pa papi. Papi, čevapi, papi. Wow, to je bilo pa skoraj isti sapi. Ne, to si ponovil zdaj. A sem? Ja, A ni bilo? Sem jaz rekel sapi. Ti si rekel sapi. Shit, sem tle ful pasala sapi. Sapi, krapi, gapi. To res si dala težko. Veš, koliko mi dva na kakšno besedo zimala. Evo, če jaz prispevam, pomagam. Vemo, kje smo zdaj, Radio Express na mapi. Hvala, drop the mic, v redu. Dante, to je smo na mapi. Sej bi še par, treba sem malo prideti vice, da sem malo, zdaj nisem neki cajta posnel komada, tako da ponavadi, zdaj smo naredili eno tablo imamo v studiu, tako magnetno, ker se je pač board, ki se lahko zbriše, piše s flomastrom in tako, ko pišemo rime, kakšen kar miselni vzor zdaj naredimo, tako da tudi ful sem videl, da ni sam, če si v glavi izmišljuješ, ampak če kaj napišeš, tudi lažje mogoče steče. Lažje, malo tudi vizualiziraš vse. Super, lej, upam, da bo šeral naš pogovor na Facebooku, da bomo tudi mi na kakšni mapi, ki imaš zgleda več fanov, 300,000, mi jih nimamo toliko. Z veseljem. Delamo na tem, delate na tem, to je najbolj važno. Migate v akciji, ste skozi. Migamo, hvala ti za obisk, po moje sva se super pogovorila, sigurno bo ljudje kaj novega zvedali. Jaz sem nedvomno sem, tako da mi je the best. In nič, to je to. Da bomo pa kakšno tvojo pesem še zavrteli, pa bomo vsi veseli. Se vidimo, slišimo, to je to. Bravo. Zavrteli veseli. To je to. Hvala ti.